Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Ljubezenski napad je izraz za veliko količino časa, pozornosti, ljubezenskih izlivov, načrtovanja. Čutite povezavo dveh duš, čutite svojo dušo dvojčico, čutite karmično povezanost, čutite nekaj, česar še nikoli v življenju niste čutili. In to je to. Tako občutite. To je to. To jaz rabim, to jaz hočem, to sem si jaz skozi želela. To je neverjetno. Ampak v 99,9% ljubezensko napadejo samo narcisi. Ker narcis je človek dveh polov. Ali je zelo, zelo lepo, ali je na drugi strani zelo, zelo hudo. Ko spoznate človeka, je ta človek duhovit, zabaven, pozoren, isto mislita. Vse, kar mu poveste, z vsem se bo strinjal. Točno tak je tudi on. Dobro zgleda. Ljudje ga imajo radi. Radi so v njegovi družbi. Kaj bi radi še več? Kaj bi želeli? Kaj bi sploh lahko dobili še več? Redno piše sporočila. Redno kliče. Strinja se z vsemi vašimi prepričanji. Ne prenese laži, ne, tudi jaz jo ne. Ne vara, ne, zame je družina sveta. Želi si otrok, ne samo enega, 2, 3, 4. Vozi dober avto. Predstavlja se kot uspešen, vedno ima nek zanimiv poklic. Ne veste, kje stanuje. Ne poznate njegovih prijateljev. Pravzaprav ne veste nič, kaj dela takrat, ko niste vi z njim. Ampak vse to ni važno. Važno je, da imate vso njegovo pozornost in tudi, če ste malo previdni, boste slej ko prej se ujeli v njegove mreže. A veste zakaj? Zato, ker izbira prave besede. On uporablja besede, ki jih slišite, ki jih hočete slišati. Ko sem to čudno povedala. Skratka, on je popoln. Ničesar na njem ni, kar bi bilo treba spremeniti, kar bi bilo treba popraviti. On je moški vaših sanj. In ne glede na to, kako ste na začetku previdne, boste slej ko prej podlegle njegovemu šarmu, njegovim besedam, njegovim obljubam. Všeč vam je njegov življenjski stil, kakor ga poznate. Všeč vam je, ker ne izbere prvi bife, kamor vas pelje na kavo, ampak vas pelje v izbran lokal. Pelje vas na večerjo, ki ni kebab, ampak je res nekaj na nivoju. Pelje vas na izlet, ki ni Šmarna gora, ali pa Peca, ampak je najmanj kava v Portorožu, Benetkah, Dubrovniku. In predstavi vam življenje, ki si ga niti v najboljših sanjah niste mogli predstavljati. Sprašujete se, kako je to sploh mogoče, s čim sem si jaz to zaslužila, kakšno srečo imam. In ko mu boste predstavljali svoje življenjske nazore,
se bo za vsem strinjal. On je najbolj pošten, najbolj pravičen, najbolj ljubeč, najbolj topel. Najbolj se lahko zanesete nanj. To vam bo on vse povedal, vse vam bo potrdil. Nikoli vas ne bo pustil na cedilu. In kaj si nekdo, neka ženska, lahko želi več? Ampak potem pride realnost. In realnost je, da v nekih trenutkih ne veste, kaj se z njim dogaja. Ker naenkrat ga ni. Ker naenkrat je osoren. Ampak verjetno je utrujen. In če ne bi bila jaz toliko sitna, ali pa če ne bi zbirala takih napačnih besed, ne bi bil tak. Jaz mu moram stati ob strani in moram pomagati čez ta njegov slab dan. Ampak ljubezenskega napada ni več. Ljubezenski napad je bil samo enkrat, ki je trajal nekaj dni do nekaj tednov. In potem ga ni več in ga ne bo nikoli več. In to je tisto, česar ne moremo razumeti. Če smo enkrat nekaj imeli, potem to imamo lahko vedno in kadarkoli. Če je bil on enkrat tako neskončno pozoren, če je tako neskončno nam prisluhnil, če nam je bilo tako neskončno lepo z njim, potem je to on. Ampak pri narcisu druga oseba ni oseba, ampak je objekt. Narcis v svoji notranjosti, tukaj ne gre za razumsko odločitev, izbere osebo, ki mu po nekih njegovih prepričanjih, čutenjih leži. In ta oseba mora biti njegova. In da bo ta oseba njegova, se potrudi. Zanimiva mu je, dokler je ne dobi. Ampak ko jo enkrat dobi, postane njegova in se ni treba več truditi z njo. Ni zanimiva več. Tukaj se potem ženske ujamejo v to, da začnejo igrati igro. Se pravi, ko se bom jaz odmaknila, ko bom jaz igrala ledeno kraljico, se bo on spet potrudil. Nekaj časa to celo lahko deluje. Ampak kmalu to ne bo delovalo na način, kot si ga vi želite, ampak boste deležni njegovih nesramnosti, naložil vam bo ogromno krivde, ogromno neustreznosti in predvsem vas bo začel vzgajati na način, ki si ga najmanj želite. Takrat se bo v vas zbudil občutek strahu pred izgubo. Vi tega človeka lahko izgubite. In takrat se uklonite in se nehate boriti. Se tudi prej ne bi mogli čisto nič izgubiti, ampak prej ste ohranili, vsaj občutek ste imeli, da ste ohranili neko dostojanstvo. Jaz si tega ne dovolim, oziroma potrudi se, da boš lepo ravnal z mano, da mi bo lepo. Ko pa se začnete bati, da boste to osebo izgubili, takrat pa začnete izgubljati dostojanstvo, začnete izgubljati notranjo moč,
začnete izgubljati lastno vrednost. Zakaj? Zato, ker se podredite. Niti ne razumsko. V vašem nezavednem se to dogaja. Se podredite in si ne predstavljate več življenja brez njega. Ne predstavljate si več, da niste pomembni, da ne bo več toliko ljubezni, da ne bo več te povezanosti. In takrat se res se potrudite. In ko ima on nek spet svoj krajši napad ljubezni, ali pa po nekem hudem, težkem prepiru, ko se spet povežeta, in takrat je ta vulkan ljubezni spet tako velik, tako mogočen, ampak traja lahko samo nekaj ur, kasneje bo trajal samo nekaj minut in še kasneje tega sploh ne bo več. Vse, kar bo samo bolečina, žalost, razočaranje, razvrednotenje. In ljudje ne moremo razumeti, kako nekdo lahko deluje tako na dveh različnih poljih. Če sem prej rekla, da je tukaj božansko lepo, je tukaj grozljivo težko. Ampak tega božansko lepo je vse manj in tega grozljivo težko je vse več. In ženska se začne truditi, prilagajati, včasih tudi boriti. Je pridna, ustrežljiva, ne sitnari, ne zahteva, čaka, trpi in vse njene misli so usmerjene vanj in nanj, namesto da bi bile usmerjene vanjo, v njo, da bi se začela ukvarjati s sabo. Ali si jaz to res zaslužim, je to res to? Ampak ni sama, okolica pritiska nanjo, poglej, vse imajo že fante, vse imajo že može, vse imajo partnerstva. Kdaj bojo vnuki? Kdaj bojo vnuki? In ženska je ranjena, neustrezna, kriva. In si misli, če malo potrpim, se tudi v drugih razmerih ni tako lepo, se mi prijateljice pravijo, da so razočarane nad svojimi fanti, partnerji. Ampak tisto razočaranje ni nič proti temu, kar doživljata ženska. Zato, ker v nekem netoksičnem okolju pridejo razočaranja, ampak so malenkost, so stvar pogovora, so stvar razumevanja. Zato, ker v varnem okolju, v varnem razmerju drug drugemu prisluhneta, partnerja drug drugemu prisluhneta. V razmerju s toksično osebo tega ni. Toksična oseba ne prisluhne drugi osebi. Če ji prisluhne samo zato, da bo to lahko potem izkoristila proti njej. In to je tisto, kar žensko v odnosu z narcisom tako grozno uničuje. In ko izgubi preveč notranje vrednosti, preveč notranje moči, preveč samospoštovanja in ko ima preveč krivde, odgovornosti, takrat postane čustveno preobčutljiva. In več kot je tega, težje vidi realno situacijo, težje se začne ukvarjati s sabo, težji je izhod iz tega. V knjigi Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz sem opisala toksična ravnanja
V drugem delu sem opisala, kaj se dogaja v osebi, da pristane oziroma da se znajde v odnosu, ki zanjo ni ustrezen, ki je škodljiv. In v tretjem delu knjige, ki se mi zdi, da je najbolj zanimiv, sem napisala, kako ljudje v odnosu delujemo. Ker teh 5 hotenj je zelo pomembnih že na samem začetku, ko se mi odločamo za nek odnos. Kako se mi pravzaprav lahko, kaj bi ta ženska lahko naredila na začetku? Ko je ljubezenski napad, praktično ni kaj narediti, zato ker to je tako lepo. Mi ne moramo okriviti človeka vnaprej, da je slab, da je narcis. Ampak nekje 2 leti naj bi bila ta doba, ko človeka resnično spoznavamo na vseh področjih. Vsega do konca nikoli ne spoznamo, ker določene situacije še nas same presenetijo včasih. Ampak v osnovi je nekje 2 leti čas, da ga spoznamo, ker v 2 letih nekje je tudi doba, ko mine zaljubljenost. In nekje po 2 letih se šele vzpostavi ljubezen. Ampak ljubezen je to, da mi človeka, da cenimo v človeku to, kar je v njem, in manj to, kako izgleda. In v času spoznavanja, ko ta ljubezenski napad mine, bi se ta ženska oziroma ta punca, to dekle, lahko vprašalo, ok, bilo je lepo, kako naj jaz vidim realno situacijo, kako naj jaz neham upati za nekaj, kar si tako močno želim in sem skoraj imela, in kako naj si jaz priznam, da tega ne bom imela nikoli več. In tukaj si lahko pomagate s tem, da ko se neka oseba neprimerno, nesramno, ponižujoče obnaša do vas, da prvič rečete, ok, je imel slab dan. Drugič, ste presenečeni, še vedno. In tretjič, si poglejte, slišite, vidite, priznajte si, tretjič, postane to vzorec. Vzorec pomeni, da se bo to ponavljalo. In se bo ponavljalo. In ta vajina dinamika se bo ponavljala. Obljubila si bosta, da se bosta imela rada, da bosta podporna drug drugemu, da si bosta pomembna. Ampak same besede ne pomenijo nič. Dejanja so tista, ki štejejo. Dejanja so tista, ki bolijo bolj kot besede same. Na začetku nimamo drugega kot besede, ampak na koncu ostanejo dejanja. In poskrbite zase in ne izgubljajte časa s tem, da boste spreminjali drugo osebo, ker jo ne boste spremenili. Poskrbite zase. Veliko dobrih moških je na svetu. In to, kar sem zdaj povedala, kakšen je narcis, velja tudi za ženske. In če to poslušate zdaj moški, je veliko ljubečih, dobrih, prijetnih, prijaznih, sposobnih, vrednih žensk na svetu in poiščite takšno. Še enkrat bom ponovila, da se imejte radi. Kaj pomeni imeti se rad? Imeti se rad pomeni, da poskrbiš za svojo notranjost, da poskrbiš za svoj notranji mir in da se znebiš nepotrebnih strahov, krivde, osamljenosti, nevrednosti, zaničevanja.
Vesela bom, če boste prebrali kakšno mojo knjigo Čarobni odnos 8 moških, zakaj pa ne, ko ljubezen boli ali toksična oseba, in jaz sem že omenila. Ne zamudite mojih prihodnjih videov, kmalu se spet vidimo, slišimo in ponovno imejte se radi.